Dober dan, to je N1 studio. Po tednu pretresov na finančnih trgih zaradi propadov bank in vnovičnem dvigu obrestnih mer Evropske centralne banke se negotovost povečuje tudi v slovenskem gospodarstvu. Vse ključne delodajalske in gospodarske organizacije so premiera Roberta Goloba v javnem pismu opozorile, zaradi visokih cen energentov se je 2/3 anketiranih podjetij zmanjšala konkurenčnost. Tretjina napoveduje zmanjšanje obsega poslovanja ali celo odpuščanje. Zakaj nezadovoljstvo, če država pravi, da je pomagala? Ali res ni nič narobe, če se časovnica za JEK2 zamakne? Kaj bodo prinesle reforme in kako jih bo država plačala? Kaj bo Sloveniji prinesel investicijski cikel? V studiu je minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han. Dober dan, dobrodošli. V Skopju pa prek video povezave prav lepo pozdravljam predsednika uprave NLB in tudi predsednika MČM Slovenija, Blaža Brodnjaka. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan oziroma dober den. Gospod Brodnjak, vi ste decembra na sedežu GZS opozarjali natanko to, da bo slovenskim podjetjem zaradi cen energentov začela padati konkurenčnost. Zdaj pravijo nezadovoljni, v Nemčiji podjetja za elektriko plačujejo 130 evrov na megavatno uro, v Sloveniji pa kljub subvencijam v razponu od 200 do celo 350 evrov na megavatno uro. Vi ste takrat rekli, da je pred nami zgodovinska priložnost, ki pride enkrat na 100 let, ali smo jo torej zamudili? Ne bi rekel, da smo jo zamudili, čas pa hitro teče. Tako da jaz sem takrat tudi povedal, da slovensko gospodarstvo ne pričakuje nič drugega kot primerljive pogoje s tistimi, s katerimi seveda se na globalnih trgih pojavljamo. Ne. Ena stvar je cena energije, druga stvar so pa davčna bremena. In jaz verjamem, da gre diskusija v pravo smer, se pa mora biti, kakšne stvari ne premikajo dovolj hitro. Ne. Tako da jaz računam, da se bo pač kljub vsemu zdaj te aktivnosti aktivirale, oziroma se bomo začeli bolj odzivati na te stvari. Gospodarstvo sporoča resne izzive, ne? Če najavlja dejansko odpuščanje, če najavlja zmanjšanje ekonomske aktivnosti, seveda bo to imelo tudi posledice na javne finance, tako da verjamem, da je napočil čas, da dejansko se za mizo zelo intenzivnimi pogovori pride do nekega scenarija, ki je sprejemljiv za obe strani, tako za seveda javne finance, kot predvsem za tiste, ki jih napajajo. Gospod minister, slišali ste, zgodovinska priložnost je vseeno, ni še zamujena, pravi gospod Brodnjak. Zdaj pismo gospodarskih združenj je bilo naslovljeno na premiera Goloba, ampak v vednost ste ga dobili tudi vi, kot med drugim kot gospodarski minister. Zdaj sprašujejo vas, kakšne načrte ima država s slovensko industrijo in drugimi panogami. Ali želi njihov razvoj ali izselitev iz države? To se sprašujejo. Kako jim odgovarjate? Najprej lep pozdrav v Skopje. Na besede gospoda Brodnjaka jaz veliko dam, ga neizmerno spoštujem, na koncu je dokazal s svojimi rezultati v NLB-ju, ampak pismo ga jaz gledam v luči vendarle malo pritiska. Vse veste, danes sindikati so na okopih, drugi štrajkajo in gospodarstvo žal tega privilegija, da bi šel na cesto nimanje, se pač odziva s pismi. Zdaj, jaz od pike do pike vse poznam, ker mi tedensko sedimo z gospodarstveniki, gospodarskimi zbornicami in tako naprej, to sem tudi že na začetku mojega ministrovanja uvedel, tako da mi je jasno, je pa situacija mal mogoče, treba tudi kakšno rezervo vzeti. Jaz hodim po Sloveniji, naprimer, bil sem 2 dni nazaj v firmi, ki je sicer v državni lasti, ali pa pretežni državni lasti Unior Zreče, naprimer elektriko plačujejo, zato ker so jo prav čas kupili na prav način, kupili po 70 evrov. Tako da zadeve so zelo različne, država je vendarle takoj odreagirala in dala vendarle en veliki kup denarja za na nek način subvencije teh elektrike in plina. Mi smo v prejšnjem tednu oziroma 2 dni nazaj že izplačali tiste drugo franžo lanskoletnega subvencije. Do konca meseca bomo začeli izplačevati letošnjo subvencijo, vendarle gre to za skoraj 500 milijonov, pa če še preštejemo lansko letih 80 milijonov, to gre za 600 milijonov, ki so jih ravno gospodarstveniki s svojimi davki vplačali in pa ljudje v proračun. Zato moramo tudi mi znati s proračunom relativno dobro manevrirati, ker časi so, bom rekel, zelo zahtevni. Elektrika in plin se umirja. Če bi me novembra vprašali, ker je bilo res iz dneva v dan, po moje je bilo bistveno več nepredvidljivosti. Zakaj? Ker nismo vedeli, ali bo sploh dovolj plina.
In zdaj nas je na nek način pomerilo to, da je v državi oziroma v Evropi je plina dovolj, rezervoarji so polni, bila je relativno, hvala Bogu, blaga zima in tu se vidi tudi na padcu električne energije. Meni je nekaj bolj drugega strah. Geostrateško se zadeve spreminjajo, naročila mogoče iz Nemčije in kje, bom rekel, na nek način mal padajo, pa rečemo, da imajo tam konkurenčno ceno elektrike energije. Ni vse v elektriki energiji, tako da mi bomo seveda to pismo z soresnostjo vzeli, probali narediti tisto, kar lahko naredimo, seveda so pa tudi slovenske proračunske omejitve takšne, da nekje pač za vse ne bo šlo. Ja, do tega, kako bo država polnila proračun, seveda pridemo še v nadaljevanju. Gospod Brodnjak, ali vi podpirate kolege iz gospodarskih združenj, ki pravijo, da so v neenakopravnem položaju, tudi kar se tiče državnih pomoči, če ta vprašanja ne bodo rešena, pravijo takole, da bodo iskali rešitve po pravni poti in pri tem ne izključujejo niti ustavne presoje. Ali imajo vašo podporo pri tem? Je šlo tako daleč? Torej, strinjam se z ministrom, da seveda niso vsi v istih položajih. Elektriko je bilo mogoče zakupiti nekaj časa nazaj po bistveno ugodnejših pogojih, zdaj seveda pa tudi tu je treba zdaj loviti neka okna in se na neki točki odločiti, da se pri neki ceni kljub vsemu zmanjša tveganje. Tako da zdaj so kakšni dnevi, ko je mogoče recimo polovico energije, in to jaz svetujem običajno podjetjem. Zakupite polovico po eni fiksni ceni in s tem si na nek način uokvirite svoje tveganje in na tistem delu, kjer pač ni zaščiten, imate pozitivne učinke, če cena gre v pravo smer, oziroma negativne, na druge imate pa zacementirane. Tako da to je neka naravno upravljanje s tveganji. Na drugi strani pa je tudi vprašanje, kakšne so resne možnosti, ali gremo dejansko subvencionirati iz budžeta ali ne smo ustrezno in učinkovito naslovili seveda pretok energije in kupovanje te energije na trgih, tudi ko gre za slovenske energetske trgovce. Zadeva je bolj kompleksna, kot se gleda na prvi pogled. Treba je pač iskati rešitve sproti in se odzivati zelo, zelo učinkovito, kar pomeni, ko se pojavi okno priložnosti, je treba ne več špekulirati, ampak recimo polovico cene enostavno zakleniti in poskusiti seveda prevaliti to na končne odjemalce. Tako da je zadeva malo bolj kompleksna, sta vedno dve plati medalje, zahtevajo tudi odgovorno in odzivno ravnanje gospodarstvenikov, niso vsi v istem položaju, seveda pa, ko gre za kotiranje cene strani tistih, ki slovenskim podjetjem dobavljajo energijo, bi pa to moralo biti na nek način na enotnem evropskem trgu primerljivo z temi podjetji, ki zagotavljajo energijo nemškim, avstrijskim, švicarskim in italijanskim podjetjem, ki so seveda ključni industrijski bazen. Slovenija je drugo najbolj industrializirano gospodarstvo v Evropi, to je pomenljivo, kar pomeni, da potrebujemo zelo veliko energije, tako elektrike kot plina, in zato je za nas seveda nekoliko v tekem mešanici stroškov energija kljub vsemu močno zastopana. In je potrebno razumeti, da jo je treba seveda biti sposoben kupovati po primerljivih cenah, to pa ne upravičuje, če nekdo pač ne zakupi, ko ima okno priložnosti. Ali vlada, gospod minister, načrtuje morda kakšno dodatno pomoč, bo šla, popravljati zdajšnje ukrepe, da podjetja ne bo v neenakopravnem položaju, se bo morda prilagodila trenutni situaciji, ki je vendarle nekoliko drugačna kot tista lani. Kaj zdaj sledi? Se me poznate toliko dolgo, jaz sem človek, kjer rad pomagam, ampak ni nobenega... Nikdar ne želim reči ne, ampak iščem zmeraj neko priložnost, kako odreagirati. Zdaj, eno stvar, ki bomo naredili, mala srednja podjetja imajo regulirano ceno 195 €, najprej do junija letošnjem letu, mi bomo to podaljšali še do konca leta in te potem približno vedo, po kakšni ceni lahko kupujejo. Moramo biti zelo iskreni, mi smo najmanjšim odjemalcem, se pravi 100 000 obrtnikom, regulirali ceno v lanskem letu in v letošnjem letu in se mi zdi, da imajo relativno zelo ugodno električno energijo ali pa, da ne bom rekel ugodno, predvidljive cene. Problem je zdaj, seveda ta velika podjetja, predvsem pa teh 19 velikih intenzivno energetsko potratnih podjetij in vi se zavedamo, da to, kar je rekel gospod Brodnjak, mi smo drugo največje ne največje, ampak zelo industrijsko naravnana družba in se zavedamo, brez dobre industrije ni gospodarske rasti v Sloveniji in tukaj se mi teh vseh problemov zavedamo. Je pa res, da včasih enostavno
se moramo zavedati, da smo vsi v istem čovnu, ne? Da na koncu je država mora imeti tudi odgovornost do teh proračunskih sredstev, ki jih v bistvu gospodarstvo plačuje. Ne? In še nekaj bi rad, ne? Mi smo vendarle še socialna država, hvala Bogu, ne? In cene električne energije za prebivalstvo so tudi omejene in tukaj mislim, da smo tudi dobro stvar naredili, da na nek način so ljudje skozi zimo prišli relativno dobro skozi. Gospod Brodnjak, kaj pravite na to, sploh v luči tudi izjave ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra za Poglobljeno na N1, da nič hudega, če se časovnica za gradnjo nove nuklearke v Krškem zamakne. Takrat ste decembra rekli, čas je za streznitev, če vlade ne sprejemajo odgovornih odločitev, jih ne potrebujemo. Kaj pravite danes? Torej, jaz nisem energetski strokovnjak in prihaja do mene informacije dveh vrst. Ne. Ena je, da lahko preživimo brez nuklearke, druga pa, da brez nuklearke, ko zapremo TEŠ, preprosto ne bo šlo. In če prevladuje druga teza, ne, potem seveda ne vidimo alternative zagonu projekta na način, da se pride do izvedbe izgradnje drugega bloka nuklearne elektrarne praktično v najkrajšem mogočem času. In potem seveda ni upravičljivih razlogov za odlaganje te naložbe. Ne. Zdi se mi, po informaciji, ki jih jaz dobivam, kot rečeno, ponavljam, nisem energetski strokovnjak, da bo zelo težko izvedljiva ta zelena tranzicija in predvsem napajanje slovenske močno industrializirane družbe, ne, in gospodarstva, če ne bomo zgradili tudi enega energetskega objekta, ki zagotavlja proizvodnjo energije v pasu 24 ur na dan. Ne. Proizvodnja deluje v 3 izmenah, ne deluje takrat, ko sveti sonce, pa takrat, ko piha veter. In na drugi strani, če gremo pospešeno v električno mobilnost, se pravi, da bo seveda večji del voznega parka se napajal z elektriko, potem bo tudi to elektriko potrebno nadomestiti oziroma jo na nek način pripeljati do polnilnih postaj. In to je spet povezano v veliki meri s tem, da se tako energijo lahko zagotavlja kontinuirano, se pravi neprekinjeno. Ne. Tako da večinsko je vsaj moj občutek, prevladuje mnenje, da brez nuklearke ne bo šlo. In če je temu tako, potem je treba seveda sprejeti končno te odločitve, zato ker po mojem vedenju in informacijah se pripravljajo naložbe v dejansko zagon velikega števila reaktorjev, praktično od severne Poljske, ne, pa do juga Madžarske. Ne. Kar pomeni, da bomo dejansko deležni tega, da bomo v neki vrsti, čakalni vrsti, in tudi če se bomo odločili, zdaj bi pa mi reaktor imeli, bo potencialno trajalo 10 let, preden bo lahko izdobavljen, zato ker seveda to se ne proizvaja na masovnih proizvodnih linijah. Ne. To so kompleksni projekti. Samo ena poljska jedrska elektrarna nova gre za 3 bloki, ne, z 3 reaktorji na 3,6 gigavata proizvodnje. To je cela slovenska proizvodnja praktično, ne. Samo z enega obrata na Poljskem. Ko bo to Westinghouse ali kdorkoli že bo pač inštaliral, bo zelo težko, ne, tak ali pa drug proizvajalec, katerikoli že pač bo izbran, ali bo to zdaj francoska, južnokorejska ali kakšna druga tehnologija, meni vseeno, načeloma nisem strokovnjak. Bojim pa se, da bomo pa, če bomo pa to zamudili, bomo pa v resnih škripcih in bomo dejansko kot suverena nacija in suvereno gospodarstvo potem dejansko podvisni od cen, ki nam bo jih kotirali nekdo drug, ne, in količin proizvodnih, ki bodo na razpolago od nekod druge. In zame je energetska samooskrba, poleg na nek način prehranske, ki jo tudi zanemarjamo in puščamo v drugem planu, izjemnega strateškega pomena v trajnostni agendi, ne, tega nekega vzdržnega razvoja, trajnostnega razvoja. In tu me pa začenja resno skrbeti. No, take izjave se lahko opletati s takimi izjavami, tu me pa začne dejansko resno skrbeti kot Slovenca. Kaj pravite na to, gospod minister, kako vi gledate na izjavo ministerskega kolega gospoda Kumra? Ne? Gospod Brodnjak pravi, če to zamudimo, bomo v resnih škripcih. A je to zdaj na ravni vlade? Že nekako ste sprijaznjeni, da se ta časovnica zamika, ali gre tu za... Ali smo spet koga narobe razumeli tu? Ne bi zdaj rad špekuliral, dejstvo je, da do mene pa prihaja samo tisti, ki pravijo, da brez nuklearke enostavno ne bo šlo, in tudi jaz sem absolutno mnenja, pa niti približno nisem noben strokovnjak za energijo, da mi brez drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem ne bo šlo. Zavedam se, da je to da gre za dolgotrajni proces umeščanja in tako naprej, pa vendarle se mi zdi, da tukaj moramo iti s polno paro vlada kot celota v ta projekt. Ja, kar tudi jaz se na nek način so me nekateri poznavalci upozorili, da seveda bo
ko bomo naročevali tako imenovane reaktorje in tako naprej, bomo lahko prišli do neke vrste in potem lahko pridemo do težav. Mi bomo imeli seveda težave, ko enkrat slej ko prej bomo termoelektrarno Šoštanj zaprli in mi potrebujemo neke druge vire. Zakaj? Da bomo čim manj odvisni od uvoza, ker se veste, da smo to letošnje leto na naši sami koži občutili, ko je bila jedrska elektrarna zaprta zaradi remonta, termoelektrarna ni obratovala, ker smo na nek način varčevali na premogu in smo bili odvisni kompletno ali pa večina od električne energije iz uvoza, glede na to, da smo imeli še težave z hidrologijo. In lahko bi se hitro naredili, da enostavno bi zmanjkali električne energije in takrat bi imeli šele težave. Tako da jaz mislim, da moramo s polno paro narediti vse te postopke. Jaz sem na nek način zadovoljen, da tudi Evropa, na nek način velike države sprejeli to, da je zdaj nuklearna na nek način tudi sprejemljiva, nuklearna energija sprejemljiva energija, ne. Tukaj se vidi, da so Nemci pred kratkim kakorkoli naredili napake, ko so nuklearke zapirali. Tako da ja, treba je dati po moje vsa sredstva, so znanje in predvsem biti zelo aktiven pri na nek način pridobivanju vseh dokumentacije in umeščanju prošenj za nuklearko in mislim, da nimamo časa in tudi, če bomo zelo, zelo hitri, se veste, so to leta. Ja, to bomo pozorno spremljali, tako kot pripravo davčne reforme. Gospod minister, veliko smo v teh dneh poslušali o tem, imeli ste koalicijski vrh, poslanci pa menda sploh niso dobili nobenih izračunov, nič konkretnega. Premier, finančni minister pravita, ljudje bodo na koncu imeli več, delo je preveč obdavčeno, premoženje premalo, to vse skozi poslušamo. Kaj bo torej ta davčna reforma konkretno prinesla pa gospodarstvo? Do zdaj smo poslušali o predvsem denarnicah državljanov. Kaj pa gospodarstvo? Zdaj, dve stvari so. Zdaj, ko jaz sem eden tistih, ki bom zmeraj zagovarjal, da se moramo v tej državi dogovoriti na nek način z nekim družbenim dogovorom, kakšno državo želimo imeti. In če želimo imeti socialno pravično državo, potem moramo tudi takšno davčno okolje sprejeti oziroma davčno zakonodajo sprejeti in jo potem za božjo voljo pustiti 15-20 let in ne, da jo vsaka vlada menja ali pa da jo menja zaradi svojih vrednot in tako naprej. Ampak tudi ta vlada se upravičujem, je šla takoj menjati, spreminjati davčno reformo prejšnje vlade. Jaz sem eden tistih, ki sem, ko sem nastopil ministrstvo, rekel, da tisto, kar je prejšnja vlada dobro naredila, bom absolutno nadaljeval in celo pohvalil in sem večkrat to naredil. Tisto, kar se mi zdi meni, da ni dobro naredila, bom spremenil, ampak ne bom odpiral ladljice in kazal s prstom, kaj je bilo vse narobe, ker bo verjetno za mano kakšni ministri tudi videli, da sem kakšno napako naredil. Tako da počasne, eni samo govorijo, kako je potrebno med nami sodelovati, ne se kregati in tako naprej. Jaz pa to eno leto ali pa slabo 9 mesecev že delam in na koncu so rezultati tako. Mi smo imeli samo en dogovor na tem koalicijskem vrhu. Zelo dobro nam je minister za finance in ekipa predstavila realno situacijo, kaj glede financ v tej državi, približno povedala, na kakšen način, pod kakšnimi pogoji se pobirajo davki, kaj bi bilo potrebno narediti, ne, če bi bilo vse idealno, ne. Seveda pa vse ni idealno. Mi v tej naši državi imamo neke pravice že 30 let, ljudem je težko kakšne pravice, ki jih pač imamo, odvzeti, zato pa je zdaj potrebno, da v bistvu se začnemo med sabo absolutno pogovarjati. Civilna družba, gospodarstvo, vlada, posamezniki, najdite en dogovor, probati se seveda ne preveč politično skregati med sabo in reči, tole je naš okvir, kako bomo lahko naprej delovali, da bo in gospodarstvo in ljudje vedelo, pod kakšnimi pogoji bodo lahko naprej delovali. Mi drugega kot pobiranje davkov, ne, mi nimamo, ne plinov, ne nafte in tako naprej, zato je treba res tukaj narediti. Ne. Jaz sem še socialdemokrat, ne, pa vem, da nimamo pravičen socialno politiko v tej državi. Da v tej državi preveč ljudi, ki ne potrebujejo take socialne podpore, jo dobivajo, da pa ljudje, ki jo pa res potrebujejo, pa zaradi svoje,
poštenosti sploh ne grejo prost. Tudi tukaj bi mogli istočasno mogoče celo prevrtiti socialno politiko. Tako da jaz ne bi delal zdaj iz tega prevelike zgodbe, zdaj se moramo v bistvu usediti vsi skupaj za mizo, se pogovoriti in videti, kaj lahko naredimo. Jasno pa je, plače so preveč obdavčene, mogoče bi lahko naredili nekaj na kapitalu, ampak stvar se ne preliva. Ja, ampak pod črto minister za finance pravi, da bo treba, ker so potrebe take kot so in bodo večje, zbrati več davkov. Ne? To je pa nekako bilo podčrtano. Samo, veste, ti lahko več davkov zbereš tudi z večjo produktivnostjo, z večjo gospodarsko rastjo. Mi lahko tudi rečemo, da bomo mogoče kakšne zadeve obdavčili, ki jih danes mogoče nimamo obdavčene, pa bojo dvignili kje trošarine, pa bojo mogoče denar prišel noter, pa bomo gledali tudi na zdravje. Tako da, ampak to se ne dela ta moment še pred mediji, to se dela na nek način v nekih zaprtih, resnih krogih. Ja. Gospod Brodnjak, vi ste pred enim letom navijali za veliko programsko koalicijo, sploh glede reform, ne, zaradi tega. Niste je dočakali, vlada je levo-sredinska s poskusi levice, da pusti čim več pečata v njej. Kako ocenjujete vladne obrise za davčne reforme? Vi ste denimo predlagali davčne spodbude za deficitarne poklice, tega v izhodiščih za zdaj nismo videli. Mislim, jaz se ne opredeljujem ideološko, ne? Jaz izhajam izključno iz priložnosti, ki jih ta narod ima in imamo seveda izjemno visoko kakovost življenja in zgodovinsko možnost, da še bistveno izboljšamo in s tem blagostanje naslovimo ustrezno. Minister je govoril skoraj z mojimi besedami, praktično vse, kar je povedal, s tem se strinjam. Je pa potrebno dejansko zdaj pa doreči, ne, ali dejansko nek ciljni obseg blagostanja lahko še vedno dosegamo ali pa sploh dosežemo s aktualno obremenitvijo dela. Poglejte, zadnji ukrep spremembe zakona o dohodnini prejšnje vlade pomeni, da najbolje plačani v tej državi zaslužijo nominalno 15% manj na leto. To je končna posledica, 15% manj na leto. Jaz se strinjam, da lahko prerazdeljujemo premoženje in rečemo, ok, višje plače še bolj obdavčimo. Ampak v tem trenutku je pri moji bruto plači na Hrvaškem neto izplačilo 50% višje. 50% višje. Zato, ker so uvedli razvojno kapico, imajo tudi seveda spodbude za digitalne nomade, to so ti deficitarni profili, ne? In imate zdaj te samoroge na Hrvaškem vredne čez milijardo evrov z 2300 zaposlenimi v hrvaški Istri, ne? In informatiki vsega se prihajajo na Hrvaško, recimo. Ne? Mi smo jih primorani zaposlovati v Srbiji, zato ker na Hrvaškem nimamo operacij, sebi je tudi izrazito bolj stimulativno davčno okolje, ko gre za obdavčitev dela. Ne. Jaz sem tudi večkrat rekel, da se tudi gospodarstveniki strinjamo s sorazmerno obremenitvijo premoženja, ne, z nekoliko bolj kalibrirano. Ne, pogledajte, kaj počnejo recimo v Švici, zdaj smo brali, ne, v teh dneh, pa tudi drugih velikih evropskih mestih, kjer so kratkoročne najeme recimo, ne, začeli regulirati. Jaz jih ne bi prepovedoval, jaz bi jih bistveno bolj obdavčil recimo. Ne. Če oddaš ti preko Airbnb-a pa Bookinga ne stanovanja, to več ni dejavnost oddajanja nepremičnine v najem, ampak je hotelski posel. Na eni strani seveda to pomeni konkurenco hotelskemu poslu, na drugi strani pa pomeni seveda presežne dobičke, če ti oddajaš eno stanovanje, ki ga lahko v dolgoročni pogodbi za 800 evrov, zdaj za 2500 evrov na mesec. Ne. In to je nekaj, kjer so zagotovo žepki, kjer je mogoče z neko višjo obdavčitvijo doseči neke pozitivne učinke in absolutno razbremeniti delo. Poglejte, če boste vi še vedno držali praktično neto izplačilo nad 34% od bruto stroška za podjetje, kadre, ki bi naj to višjo dodano vrednost ustvarjali, ne, s tem, da razvijajo rešitve, proizvode in storitve z višjo dodano vrednostjo in ker tekmujejo s kakovostjo, s Švicarji, Avstrijci in Italijani, potem te kadre morate tu imeti. Ne računa, da boste jih zaposlovali v Srbiji, ne, ali pa v Severni Makedoniji, kjer sem danes, ne, kjer so pač te možnosti obdavčevanja drugačne. In tu v okviru te neke družbene pogodbe, o kateri je minister govoril, mislim, da moramo enostavno si naliti čistega vina. Ne. In ne izhajati iz tega, da so javne finance statična kategorija, da se ne govori samo o obsegu pravic in kako bomo obseg pravic financirali, ampak da se pogovarjamo o obsegu pravic na posameznika, in potem skušamo kalibrirati število posameznikov, ne, v celotnem javnem sektorju, ki so deležni tega vsega pravic. Jaz sem tudi večkrat javno povedal, da so ljudje na ključnih položajih v javnem sektorju absolutno podplačani, vključno z gospodom ministrom in vključno s predsednikom vlade, ki sta radikalno najbolj podplačana v tej državi. Radikalno. Ne. To zagovarjam in s komerkoli gospodarstvo govorim, vsi se strinjamo.
Predsedniku vlade treba dati 20,000 neto, pa naj potem seveda zelo odgovorno deluje. Ne? In tudi ministerska ekipa naj ima 15,000 neto, ampak seveda naj potem ne poskrbi, da bo z nekimi menedžerskimi pristopi kljub vsemu posameznikov v celotnem javnem sektorju, ki bodo upravičeni nekaj obsega pravic, manj, še posebej v takih časih, ko gospodarstvo lahko absorbira 30,000 ljudi. Ne, to so zdaj ključni časi, ko dejansko mi lahko nam tistih, ki iz javnih financ prejemajo prejemke, jih preusmerimo v podjetja, kjer ustvarjajo dejansko prejemke za javne finance. Ne, tu je seštevek 1+1=2, ne, tu ni. Ne, na eni strani potem potrebno manj plač, ne, na drugi strani se pa več kreira v javne finance in se ta enačba hitro spreminja. Ta dinamika potem polnjenja budžeta popolnoma drugačna, če se seveda na drugi strani zmanjša nekoliko potrebe na ravni posameznika. Ne, če pa se ne zmanjšuje število prejemnikov pravic, ampak se celo trendno iz vsake vlade v vlado povečuje in se dodaja obseg pravic, seveda potem pa ni, ne, je pa to brezno. Ne, potem pa ni mogoče ne, na nek način na drugi strani reagirati drugače, kot od gospodarstvenikov zahtevati še večje prilive, ne, v davčno blagajno. In je to vezana posoda in je bolj kompleksno vprašanje, kot zgleda na prvi pogled, ampak zahteva skrajno odgovorno ravnanje vsakokratne vlade. Ne. In smo govorili o zdravstvu. Centraliziranje vseh bolnic je zame edini normalni scenarij, centraliziranje vseh nabav je edini normalni scenarij, ne. Pa dajte potem više plače, ne, tako seveda osebju kot medicinskemu celotnemu osebju, skučno seveda z oskrbo, ne, in nabavite opremo, ne, pa boste naenkrat imeli drugačen standard zdravstvenih storitev, ampak je treba se tega lotiti kljub vsemu menedžersko, nažalost. Ne. Politika ima seveda svoje prednosti oziroma svojo vlogo in nalogo, ampak tu morajo tudi obveljati določeni menedžerski principi. Samo tu bi vas vprašal, gospod minister, glede na to, da je prav vaša stranka SD, predsednica Fajon omenjala obdavčitev kapitalskih dobičkov, potem ko smo o tem novinarji povprašali finančnega ministra, je rekel, vprašajte kar njo, ali ste v stranki, v koaliciji že karkoli usklajevali to, ali je to neka solo akcija predsednice? Glejte, vsaka stranka seveda se znotraj stranke pač pogovarja, kaj bi bilo v določenem momentu lahko narediti. Dejstvo je, da mi resetirati naše države ne moramo. Da imamo skozi 30 let, po moje, zelo uspešne zgodovine naše, pač neke pravice, ki so jih ljudje dobili in hvala Bogu, da imamo tako kvalitetno življenje, ki jih danes težko vzajemo. Ampak jaz ne bi tekmoval v ali pesimističnih, ali preveč optimističnih, ali pa ne vem kakšnih senzacionalnih govorih, kaj je potrebno narediti. Jaz mislim, da se je potrebno na takšen način izven kamer začeti pogovarjati. Kaj pa to, kar sem vas vprašal? Poglejte, se boste zdaj strinjali, ne, mi premoženje pa če gremo gledati na stanovanje, ne, to, kar je rekel gospod Brodnjak, Airbnb, ne, ok, prvo stanovanje ne bo normalno obdavčeno, če imaš pa eden, drugega, tretjega, četrtega in ga dajo v Airbnb ali pa ne vem kako, ali pa na nek način so kupovali stanovanja zato, ker so pač banke niso imele niso devale obresti in tako naprej, ker so bile druga pravila, ne, ja potem je treba tak denar, take zadeve je treba malo bolj obdavčiti. Tukaj se verjetno mi obedva strinjamo, ne. Tako da, ampak še enkrat, to je za razgovor ne pred kameram, ker drugače ne bo nobena stvar šla skozi. To vam jaz povem, tukaj izkušen pa v politiki pa pač imam. Razumem, da mi zato niste odgovorili na vprašanje. Gospod Brodnjak, greva naprej. Kako ocenjujete nedavno dogajanje na finančnih trgih in propade ameriških bank, strmoglavljenje delnic Credit Suisse v Švici? Kaj se je pravzaprav zgodilo? Zakaj zdaj se lahko to nekako prelije tudi v banke znotraj ECB? Kako lahko to vpliva na slovenska podjetja? Ne, poglejte, poslovni modeli teh bank so povsem drugačni. Ne. Tudi velike investicijske banke, nekatere evropske imajo, Credit Suisse je zdaj pač nesoočen z izzivi, precejšnjimi izzivi, imajo povsem drugačen poslovni model od srednje evropskih bank. Mi smo imeli seveda svoje težave v preteklosti, ki so izhajale iz na nek način neposrečene izvedene privatizacije na vzvod s krediti, ne, in se je potem zgodila velika finančna kriza in smo imeli prezadolženo gospodarstvo takrat, ampak mi smo posojali denar tem podjetjem, ne mednarodno špekulirali nekje okrog, ne, z nakupom obveznic takih in drugačnih ali pa s financiranjem podjetij v zagonski fazi in tako naprej. Če danes vi pogledate bilance srednje evropskih bank, mi si sposojamo denar preko vlog, ne, prebivalstva, to so naši sosedi, prijatelji, ne, naše stranke iz okolja in posojamo ta denar tem istim, ne, gospodinstvom s malim, srednje velikim podjetjem in s velikim podjetjem slovenskim in regijskim.
To so ljudje, ki jih poznamo. Današnji skupni obseg dolga slovenskih podjetij je na polovici tistega iz leta 2008. Ne. Prihranki so 50% višji ali še več višji. Ne. Denarni tokovi so močnejši, dobički so močnejši. Se pravi, gospodarstvo slovenstvo je radikalno razdolženo in s tem ni nevarnosti, da bi slovenske gospodarske družbe prihajale v težave, in ker ni te nevarnosti, tudi za slovenske banke ni nevarnosti. Kaj pa ponovno zvišanje obrestnih mer strani ECB? Predsednica Christine Lagarde je jasna, nismo še na koncu zviševanja. Osrednja obrestna mera je zdaj najvišja po oktobru 2008. Ali bo to stabiliziralo to trdovratno inflacijo? Dokdaj lahko to zviševanje še traja? Nihče nima kristalne krogle, ne? Špekulira se o 4%, ne vem, mi smo leta 2009 imeli 5%. Ne? Če vi pogledate zgodovinsko okolje, najeti stanovanjsko posojilo po 5% obrestni meri na 30 let ni ekscesno. Moramo razumeti, da smo zadnjih 7 let, do lanskega julija, živeli v popolnoma neobičajnih razmerah. Dobiti 30-letno posojilo za financiranje nakupa stanovanja po 1,5% obrestni meri fiksno, nespremenljivi, je enkrat v obdobju 1000 let. Se pravi, takemu, ki je dobil to obrestno mero, reče, naj si vsak dan odpre steklenico dobrega vina in se zahvali samemu sebi, da je bil pameten. Ne? Zato, ker je to neponovljivo. Se pravi, mi smo imeli 7 let res debelih krav, ko gre za uporabnike bančnih storitev. Zdaj imamo normalizacijo. Ne? Vi ne morete izvajati poslovnega modela, ki računate, da bo strošek financiranja strani zunanjega partnerja 1%. Dolgoročno. To ni vzdržno. Vsak, ki vam zagotavlja kapital, želi 10 do 15%, nekdo, ki vam pa da financiranje in s tem prevzema kreditno tveganje in tudi ekonomsko tveganje podjetja, pa dajo od 0,5 do 1%. Vse to ekonomsko ni vzdržno stanje. Ne? In zdaj smo se na nek način normalizirali, zdaj ali bo srednjeročno obveljala ta obrestna mera na ravneh, kot je danes, 3,5 do 4%, ali se bo seveda z umirjanjem inflacije, ki ga pričakujejo v naslednjem letu, še posebej po letu 2025, proti nazaj 2,5–3%, se začelo to potem zniževati. Moramo razumeti, da je bilo 15-letno povprečje Euriborja do pojava negativnih obrestnih mer 2%. Zdaj, jaz sem večkrat javno komentiral politiko Evropske centralne banke in centralnih bank, da absolutno deluje prociklično, ne proticiklično. 7 let negativnih obrestnih mer in odkupljanja teh, odkupovanja obveznic vse povprek, je dejansko pripeljalo v likvidnostno past, ker ta denar ni prišel preko transmisije do podjetij. Banke so bile itak prelikvidne in so bile pripravljene financirati dobre projekte. Zdaj se pa pojavlja še bolj pomemben fenomen, govorimo pa o moralnem hazardu. To, kar so naredili zdaj v Ameriki, z reševanjem teh bank, v bistvu, SVB-ja in pa First Signature Bank, pomeni praktično zgodovinski poseg na način, da so zaščitili vse vloge, tudi tiste nad 250 000 evrov. To pa zdaj pomeni, da je lahko postane vse eno, komu ti posojaš denar. Kot varčevalec, zdaj pa te ni treba niti skrbeti, ker bo itak, bodi si javne finance, bodi si centralna banka, bodi si nekdo tretji, poskrbel, da ta banka na koncu bo preživela in boš ti dobil svojo vlogo povrnjeno. To je poleg presežnega varstva potrošnikov v zadnjem obdobju v evropskem kontekstu, ker je postalo že povsem vseeno, kaj kupiš in po kaki ceni. Všeč ti je avtomobil v salonu, prideš tja, rečeš, jaz ga zdaj hočem, s tem jasno poveš voljo, po tej ceni je na razpolago in plačaš, ampak po novem zakonu o varstvu potrošnikov lahko prideš 1 leto nazaj in rečeš, ni mi bil všeč ta avto in ste me zavedli. Taka je nova zakonodaja. In zdaj, ko gre na drugi strani pa za monetarne učinke vlog v bančnem sistemu, če ti nimaš nevarnosti, da boš denar izgubil, ti je vseeno, komu boš ta denar dal. In potem se več ne diferencirajo varne pa nevarne, pa tiste, ki izvajajo dobre poslovne prakse in tiste, ki izvajajo neposrečene poslovne prakse. Ameriške banke so financirale startup podjetja v zagonski fazi, to je izrazito tvegane početje, to ni početje poslovnih bank v normalnem srednjeevropskem okolju nikoli bilo in nikoli ne bo. Zato teh težav tudi nikoli ne bo. Te banke so se refinancirale, se pravi, najemali depozite od podjetij, mi najemamo te depozite od naših gospodinstv, se pravi od naših sosedov, prijateljev, znancev, naših strank. In je razpršeno to tveganje radikalno. Se pravi, mi imamo 90% naše depozitne baze je depozitov prebivalstva, gospodinstv, ostalo je slovenskih in regijskih podjetij in razmerje med krediti in depoziti je dobrih 60% v Sloveniji in 65% na ravni skupine. Se pravi, imamo bistven presežek lastne depozitne baze, likvidnostne rezerve so pa naložene pri centralni banki ali pa obveznicah držav, kot so Slovenija in Nemčija in tako naprej. Če pa lahko Slovenija in Nemčija kolapsirajo, je pa seveda drugačna zgodba. Gremo proti koncu. Gospod minister, tole vas moram vprašati. Po slovesu Magne, po napovedi investicije Leka oziroma Sandoza v Lendavi za 400 milijonov 300 delovnih mest, se obeta tam po
napovedi investicijskega cikla v lesno predelovalno industrijo v vrednosti 85 milijonov sledi še avtomobilska industrija, tako je napovedal premier Golob. Ali ste lahko tu že kaj bolj konkretni, gospod minister? Mislim, vse je konkretno, dejstvo je, da se je pač Magna zaenkrat poslovila iz Slovenije. Jaz iz tega, meni je seveda žal, ampak v življenju in v gospodarstvu pride cikli in tako naprej. Mi bomo pač z Magno se pač poravnali, kar se je treba poravnati. Vemo, kako je ta država Magni dala, vemo, kaj je Magna izpolnila oziroma kaj ni izpolnila. Kaj pa te investicije? Te investicije, ki so pa napovedane, pa moram reči, da sem zadovoljen z Lekom oziroma z Sandozom, je podpisan pismo v nameri. Kaj pa avtomobilska industrija? Avtomobilska industrija je pa to tako imenovani GROST, Gremo, Green Mobility, ker je 400 slovenskih podjetij, ki, bom rekel, so vpet ali pa so zelo vpeta v avtomobilsko industrijo. Kakšne vrednosti pa tu govorimo? V parih letih gre tudi do 200 milijonov, ampak tukaj bo velika dodana vrednost, tako da moram reči, da sem zadovoljen in še nekaj druga bi vendarle rad povedal. Pri vseh teh negativnih časih, kakšnih informacijah, ta moment je za Slovenijo zaradi geostrateške pozicije, na koncu zaradi vsega veliko zanimanje investitorjev. Mi imamo seveda malo problema v Sloveniji, ker imamo vendarle malo problema z prostorskimi umeščanji in tako naprej, ampak jaz, kar se ta moment tiče informacij, sem relativno optimist in na našem ministrstvu resnično želimo pomagati vsem investitorom, bodisi tujim in bodisi tudi slovenskim. Jaz ne delam razlike med tujim in med slovenskim, seveda si pa želim čim več slovenske industrije, ker so kakorkoli na nek način bistveno bolj družbeno odgovorni kot nekateri drugi. Ja, investitorji si pa želijo stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, to, kar v bistvu vse skozi ponavljamo. Gospod Brodnjak, za konec vendarle morava eno stvar še razčistiti, preden se poslovimo. V javnosti ste se kar oglašali, rekli ste, da to storite takrat, ko politiki s svojimi populističnimi potezami zavestno kršijo ustavo in ko svojimi ukrepi sesuvajo mednarodno konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Da je to politiki moteče, te vaše izjave so poročali kolegi z Dela, da nekako Golobovi poskušajo stegniti roke tudi po NLB-ju, čeprav je država samo še četrtinski lastnik, čeprav se je nedavno pekla pri Petrolu. Ali vi zaznavate kakšne take poskuse pri sedanji vladajoči politiki, da stegne roke proti NLB-ju? Do tega se seveda ne opredeljujem. Jaz sem NLB je sistemska institucija in je pomemben del družbenega podsistema, ko govorimo o financah. In kot taka institucija ima odgovornost do svojih strank, in to so slovenska podjetja in slovenska gospodinjstva, da pove jasno, kaj meni o določenih ukrepih, ki vplivajo na zmožnost poslovanja slovenskega finančnega sistema oziroma slovenskega gospodarstva, ter na koncu na blagostanje slovenskih gospodinjstv. Enako boste verjetno slišali od guvernerja Banke Slovenije, da ni zelo zadovoljen, ko se jaz javno oglasim, ko govorimo o ukrepih, ki jih Banka Slovenije sprejema. To ni nič posebnega, s tem jaz ne kritiziram, ampak skušam samo razumeti, kaj se dogaja in zagotavljati v tej vlogi NLB-a kot sistemskega družbenega podsistema, da enostavno govorimo o mednarodni konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, o pogojih gospodarjenja slovenskega gospodarstva in seveda blagostanju slovenskega gospodinjstva in dostopnosti slovenskih gospodinjstev do storitev v finančnem sistemu, ki želimo, da so primerljive. Se pravi, mi ne govorimo o tem, da morajo imeti slovenska podjetja luksuzno storitev ali pa slovenska gospodinjstva drugačne možnosti dostopanja do finančnih virov ali drugih storitev finančnega sistema, kot ga imajo nemška, avstrijska, ampak zgolj, da imajo primerljive. In v Sloveniji nažalost ugotavljamo, da je obdavčitev dela daleč od primerljive, da je seveda dostop slovenskih gospodinjstv do slovenskega bančnega sistema, ki je izrazito prelikviden in pripravljen posojati, popolnoma drugačen, kot je recimo v sosednjih državah. In to enostavno ocenjujemo, da ni pošteno. In takrat se oglasimo, zato ker smo tu zaradi slovenskih podjetij in slovenskih gospodinjstv, tako kot so politiki in vlade zaradi nas, Slovenk in Slovencev. Tudi mediji so poročali, ugibali o vašem morebitnem vstopu v politiko. Ali je kaj na tem, ali to možnost popolnoma izključujete? Lahko na tej točki to poveste, zelo jasno. Jaz sem bančnik in naj pri tem ostane, prosim. Pa so vas kaj nagovarjali? Seveda pa so me nagovarjali, ampak jaz sem bančnik in naj pri tem, prosim, ostane.
Dobro, najlepša hvala, gospod Blaž Brodnjak, za vaše sodelovanje v tej današnji oddaji in lep pozdrav v Skopje. Najlepša hvala in zahvala gospodu ministru od mojih prijateljev iz Severne Makedonije. Izjemno so zadovoljni in veseli, da je vlada v prvo tranšo subvencije linij ne uvrstila Skopje. Res so veseli. Gospod minister Matjaž Han, hvala pa tudi vam seveda za sodelovanje v N1 studiu. Hvala lepa vam za povabilo. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Vse ukrepe vlade, vse reforme in vse, kar se bo dogajalo z gospodarstvom, seveda sproti spremljamo in objavljamo na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.